Tako, mislim, da lahko počasi začnemo. Če se še kdo kasneje pridruži, upam, da ne bo problem. Torej, najprej vsi lepo pozdravljeni na našem današnjem vtisovem dogodku v sklopu Ideje sveta, kako zgraditi odpornost proti stresu. Torej, zdaj smo že v bistvu več kot eno leto v neki novi realnosti, delamo od doma, manj imamo mogoče socialnih stikov, kot smo jih imeli prej, bolj smo vezani na naše domove, na aktivnosti v naravi, in to je vse v bistvu vplivalo na naše počutje in s tem povezane navade. Zdaj sicer je to mogoče malo smešno, da govorim to glih v tednih, ker so se začele neke stvari malo spet odpirati, pa smo lahko videli, ljudi se spet družijo po kavicah, ampak vseeno sigurno se je pač v tem letu naš stil življenja kar malo spremenil. Torej, nekateri smo se mogoče začeli malo bolj zavedati pomena duševnega zdravja in tega ravnovesja, nekateri smo tudi z delom od doma spremenili naše prehranjevalne navade, ali pa je mogoče tudi zaradi vsega, kar se je dogajalo, bilo manj časa, da bi se takim stvarem posvetili, torej neki razgibanosti, fizičnemu in mentalnemu zdravju. Torej, mi smo pri Vtisu povabili naše člane, strokovnjake s področji povezanih z dobrim počutjem in nekim uravnoteženim življenjem, da bodo na današnjem dogodku delili svoja znanja in izkušnje s področji duševnega znanja, športa in pa prehrane. Z nami so danes Jerica Radež, Ana Mali, Eva Marija Čat in Matjaž Pirc, ki bodo delili najnovejše dognanja svojih področji in pa tudi nekaj praktičnih nasvetov, kako lahko z razumevanjem tega, torej njihovih ekspertnih napotkov dosežemo bolj uravnovešeno in uspešnejše profesionalno pa tudi zasebno življenje. Preden čisto začnemo, še nekaj čist majhnih, hitrih pravil. Najprej vas opozorim, da se dogodek snema, to ste verjetno že opazili, ker je zgor taki rdeči krogec, ki piše recording, tako da upam, da je to okej. Predlagamo, da imajo v bistvu kamere prižgani samo govorci takrat, ko govorijo, čisto zato, ker je potem boljša povezava in da ste ostali tudi na mute. Če imate kakršnakoli vprašanja, med tem, ko govorci govorijo, dajte jih zapisati v chat, dajte vse vprašanja, ki so, zapisati v chat, lahko tudi meni direktno pišete, če se ne bi radi izpostavili. V vsakem primeru, potem, ko bo vsak govorec zaključil svoj sklop, imamo 5 minut, da gremo skozi vprašanje, kar pa ostane, pa še bomo pustili čisto na konec, ampak pač malo pazimo na čas, da nam ne zmanjka časa. Tako da to, preden pa še čisto začnemo, pa prosim Nežo Vadnjak, ki je članica upravnega odbora Vtisa, da nam predstavi društvo Vtis za tiste, ki mogoče še nas ne poznate tako dobro. Neža, prosim. Živjo, še en lep pozdrav, en lep dober večer še iz moje strani in hvala vsem, ki ste se nam danes pridružili kljub tako sončnemu dnevu in nekoliko bolj sproščenim ukrepom marsikje. Seveda najlepša hvala pa tudi našim govorcem, Jerici, Ani, Matjažu in Evi, ki so se odločili z nami deliti svoje znanje. In seveda Luciji, ki nas bo vodila skozi današnji dogodek. Preden pa začnemo z vsemi temi zanimivimi temami, bi vam pa jaz na hitro vzela še 5 minut časa, da na hitro predstavim naše društvo Vtis oziroma v tujini izobraženih Slovencev. Trenutno štejemo že 1837 članov in naši člani so se pravzaprav dotaknili že 51 držav sveta. Misija našega društva je pravzaprav zmanjševati razdaljo med svetom in Slovenijo. To pa počnemo preko povezovanja ambasadorjev globalnega znanja v Sloveniji in tujini in ustvarjanje naše Vtis skupnosti. Želimo spodbujati in omogočati sodelovanje med Slovenijo in tujino na področju znanosti in gospodarstva in upamo, da je tudi današnji dogodek trud v tej smeri, ter redno opozarjamo glavne odločevalce na problematike in zakonske ovire pri kroženju znanja med Slovenijo in svetom.
To počnemo preko različnih iniciativ in dejavnosti, bolj specifično delimo informacije in inspiracije o študiju in življenju v tujini, podpiramo naše člane pri študiju in delu v tujini, povezujemo lokalne skupnosti naših članov ter Slovencev v tujini in v Sloveniji, ter povezujemo Slovence v tujini z priložnostmi v Sloveniji. Nekaj bolj specifičnih projektov je na primer povezovanje lokalnih skupnosti preko lokalnih dogodkih, ki jih organiziramo ponavadi v živo, v zadnjem letu pa virtualno za večine držav, v katerih delujemo. Naši člani pa se tudi globalno, virtualno povezujejo med sabo na nedeljskih kavicah ter Slack platformi, kjer dnevno izmenjujejo svoje mnenja in izkušnje. Za podporo mentorstvu imamo podporo pri študiju in delu v tujini, imamo več različnih projektov, predvsem bi tukaj omenila mentorstvo, kjer naši bolj izkušeni člani ena na ena delijo svoje izkušnje z manj izkušenimi in mlajšimi člani. Zelo lepo bi povabila, da se v naslednjem krogu mentorstva prijavite, če se le lahko. Prav tako pa nam je zelo pomembno, da povezujemo naše člane s priložnostmi v Sloveniji. S pomočjo naših partnerjev, tako na primer preko kariernih dnev, prikazujemo našim članom karierne možnosti v Sloveniji, na sedaj že tradicionalnem simpoziju slovenskih raziskovalcev v tujini, člani, ki delujejo v bolj akademskem svetu, delijo svoje raziskovalne in znanstvene izkušnje. In vsako leto se dobimo na zboru članov pri predsedniku države, kjer tudi nekateri naši člani delijo na okrogli mizi svoje znanja. Ter seveda po to bi spadali tudi današnja serija dogodkov Ideje iz sveta. Sedaj pa na koncu bi vas vabila še, da nas spremljate na naših socialnih omrežjih, kjer poleg tega, da delimo vse naše dogodke in iniciative, vsak teden predstavimo motivacijsko zgodbo enega našega člana in tam torej lahko tudi spoznate bolj natančno, kdo in kaj so naši člani. Seveda naše delovanje ne bi bilo možno brez naših partnerjev, kateri smo hvaležni za njihovo podporo in sodelovanje. Vas pa vabimo, da še niste, da se še bolj natančno in tesneje povežete z nami ali kot podjetje in druga organizacija, šola in izobraževalna ustanova, lahko pa tudi kot novi član in pa simpatizer. Še enkrat hvala, ker ste nocoj z nami in hvala našim govorcem in zdaj se pa že zelo veselim slišati vaše predstavitve. Lucija, tebi pa ponovno predajam besedo. Najlepša hvala, Neža, super. Torej čas je zdaj za prvega govorca. Z nami je dr. Jerica Radež, specializantka klinične psihologije na Univerzi v Oxfordu in Oxford Health NHS Foundation Trust. Predtem je zaključila doktorski študij z področja psihologije na Univerzi v Readingu, tudi v Veliki Britaniji, in še predtem diplomski in magistrski študij psihologije na Univerzi v Ljubljani. V okviru specializacije je Jerica trenutno na enoletnem kliničnem kroženju na področju duševnega zdravja odraslih, raziskovalno pa se ukvarja z duševnim zdravjem adolescentov. Torej, danes bo Jerica na kratko predstavila svoje trenutno delo in posvetila nekaj minut opazovanim učinkom pandemije COVID-19 na duševno zdravje. V drugem delu predstavitve pa bo še Jerica govorila o izsledkih svojega raziskovalnega dela in sicer o najpogostejših duševnih motnjah pri adolescentih, kar so pa anksiozne in depresivne motnje. Jerica, prosim. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Hvala, Lucija, za tak lep uvod. Zdaj sem, da usposobimo tehnologijo najprej. Samo trenutek. Okay. Torej, lep pozdrav še enkrat sem skupaj in hvala društvu Ti za vabilo. Tako kot je Lucija povedala, jaz sem specializantka klinične psihologije trenutno na Univerzi v Oxfordu in Oxford Health Foundation Trust.
Ja, spet smo ponavljamo, ampak ja, današnji program, v bistvu je kar veliko stvari, ki jih mislim pokriti, tako da se bom potrudila, da pač res pokrijem vse to v 15 minutah. Rada bi poudarila, da sem pripravljena v katerikoli od teh tem govoriti ure in ure, tako da če ima kdo kakršnekoli vprašanje, me lahko kontaktira preko e-maila, ki bo na zadnjem slajdu. Ampak ja, za namene te predstavitve bom poskušala biti čim bolj praktična in jedrnata. Začela bom na kratko svojo karierno potjo in trenutnim delom, ki se mi zdi fajn, da mogoče malo predstavim v svojemu, bi rekla, backgroundu, da boste pač vedeli, kako sem prišla točno do tega, kar sem zdaj. Prek Zooma je malo težko vedeti, kdo je v občinstvu in kakšno je občinstvo, tako da pač ne vem, ali so kakšni psihologi, študenti psihologije, težko je predvideti, ampak mogoče bodo te informacije za koga relevantne. Na to bom pač govorila o pandemiji COVID-a in vplivu na duševno zdravje ljudi in na kratko o izsledki svojega raziskovalnega dela, potem pa imamo še 5 minut časa za vprašanja, ki se jih že zdaj zelo veselim. Ja, na kratko, moja karierna pot, moj rojstni kraj. Po zaključni gimnaziji v Novem mestu sem zaključila študij psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in potem nadaljevala na magistrskem študiju psihologije. Tekom magistrskega študija sem imela priložnost za 3 mesece v Veliko Britanijo na študijsko prakso. Jaz sem velik zagovornik tega, da pač je pomembno, da se izobražujemo v tujini, da dobimo znanje v tujini in zame osebno mislim, da je bila ta izkušnja tekom magistrskega študija precej, ko bi človek rekel, usodna in zasvojljiva z tega vidika, da nekako nisem mogla pozabiti, kako so stvari v Veliki Britaniji na področju duševnega zdravja in sem se nekako skozi spogledovala s tem, da bom nekako spet šla ven in konkretno v Veliko Britanijo. In potem sem med opravljanjem pripravništva v zdravstvu v Sloveniji sem navezala stik z Univerzo v Readingu, kjer je bil tisti čas zelo močen inštitut za raziskovanje duševnih motenj adolescentov in to je področje mene vedno zelo zanimalo, tako da sem pač navezala na kontakt in potem se mi v bistvu odprla taka sanjska priložnost za financiran doktorat s strani Univerze v Readingu in eno super mentorstvo, ki mi je v bistvu dalo priložnost delati z enimi najboljših raziskovalcev na tem področju v Veliki Britaniji. Tako da doktorat sem zaključila lansko leto, zdaj pa v bistvu delam na Oxfordu in sicer delam specializacijo iz klinične psihologije, spet pripravljeno o tem govoriti ure in ure, ampak mogoče, če kogarkoli zanima, pač specializacija iz klinične psihologije v Veliki Britaniji precej drugače organizirana kot v Sloveniji in sicer je nekako to kot doktorski specialistični študij, kar pomeni, da v bistvu moramo ob koncu študija oddati doktorsko dizertacijo, ki je ponavadi v obliki 3 empiričnih člankov in 5 študij primera. Tekom specializacije smo uradno študenti univerze, ker pač so specializacije koordinirane s strani univerz, ampak financirane s strani Ministrstva za zdravstvo oziroma zdravstvenega sistema, ki ga tukaj imenujemo NHS. Ste me slišali verjetno velikokrat med predstavitvijo ponavljati besedo NHS. In od ponedeljka do srede sem na kliniki, pač delam z odraslimi in starejšimi odraslimi trenutno, četrtke in petke pa preživimo na predavanjih in imamo čas za raziskovalno delo. Trenutno vse poteka pri nas še virtualno, kar je pač seveda škoda, ker so predavanja v živo precej bolj zanimiva, ampak nimamo kaj, takšni časi so. In zdaj bom prešla na drugo točko in sicer COVID in duševno zdravje. Če odpremo kjerkoli spletne strani trenutno ali tukaj v Veliki Britaniji, BBC, The Guardian ali odpremo RTV, SLO spletno stran, bomo hitro priča takim naslovnicam, kot je, da je kriza trenutnega duševnega zdravja na grozljivih nivojih ali ta naslov, ki poroča o tem, da veliko študentov poroča o poslabšanju duševnega zdravja zaradi pandemije. Trenutek. To je neka študija, ki je bila objavljena pred kratkim v The Lancet, se mi je zdela posebej relevantna, ker so retrospektivno spremljali približno 240,000 ljudi, ki so preživeli COVID in so v bistvu vsi ti ljudje imeli 6 mesecev po prebolelem COVID-u povečano tveganje za nevrološke ali psihiatrične motnje. In zanimivo je to, da niso bili to samo ljudje, ki so imeli hudo obliko COVID-a, ampak tudi ljudje, ki so v bistvu samo imeli neko običajen potek bolezni. In pred kratkim sem
na enem izmed slovenskih medijev zasledila to novico, da je NIJZ ugotovil, da je duševno zdravje med mladimi precej slabše zaradi pandemije in da celo četrtina študentov razmišlja o samomoru. Se pravi, ja, je problem, ne, vemo, da je pomemben vpliv COVID-a na duševno zdravje in da v bistvu bomo imeli psihologi in ostali strokovnjaki na področju duševnega zdravja v prihodnjih letih verjetno kar precej dela. Zdaj, kaj jaz konkretno opazim pri kliničnem delu oziroma kaj opazimo na splošno pri delu s klienti, ne opazimo čebule, opazimo pa neko povečanje kompleksnosti. To sem dodala to sliko čebule, ko si predstavljate. Vsak človek je nekako, smo del različnih sistemov, smo recimo del družine, smo del službe, kolektiva, šole, kakorkoli. In pred pandemijo je, recimo, veliko ljudi pač vse to nekako kompleksnost nekako lažje, po domače rečeno, menedžirala. Potem pa so se kar naenkrat zgodile neki veliki ukrepi, ljudje so mogli začeti delati od doma, otroci so se morali šolati od doma, starši so kar naenkrat imeli ogromno enih stvari, za kjer so mogli hkrati delati. Tako da v bistvu že pri tistih ljudeh, kar rečemo, lahko da so bili bolj na zdravem koncu kontinuuma duševnega zdravja, že pri tistih ljudeh je COVID imel zelo velik vpliv. Praktično jaz ne poznam nobene osebe, katerega življenja se COVID ne bi dotaknil. Če pa si predstavljamo, da je to nek človek, ki ima že v osnovi več enih težav, ki ima nekšne, recimo, da ima anksiozne motnje, depresivne motnje, kakorkoli, je pa v bistvu ta kompleksnost potem še večja. In to vidimo pri kliničnem delu, nekako so se tiste težave, ki so bile že prej prisotne, sem še velikrat poglobile in je COVID dodal neko dodatno dimenzijo in naredil stvari za marsikoga precej težje. Rada bi poudarila, da so učinki različni pri različnih populacijah, spet to so pač nekako bolj anekdotski dokazi oziroma naša opažanja. Zdaj vam lahko dam recimo primer, jaz zdaj delam po večini z starejšimi odraslimi in sem jih ta teden delala z eno gospo, ki je pred COVID-om se veliko družila, je bila veliko z svojimi vrstniki v raznih klubih, krožkih, kakorkoli, pač ker je vdova in živi sama in je pred COVID-om počela različne stvari, ki jo veselijo. Seveda se je zaradi COVID-a vse zaprlo, vsi so rekli, da so starostniki najbolj podvrženi tveganjem za kompleksen COVID ali za celo smrt. In seveda je v bistvu gospa zdaj že dobro leto doma, vsak dan je isti, sama, osamljena in v bistvu je bila napotena k nam z nekimi vprašanji, ali gre za neko začetke demence, ker gospa pozablja in tako naprej. Dejansko ne vemo, ker lahko da pač gre za depresivno motnjo, kakorkoli, ker vemo, da lahko razpoloženje vpliva tudi na naš spomin in v takih okoliščinah je zelo težko vedeti, kaj se točno dogaja, kaj je bilo prej kura ali jajce, po domače rečeno. Tako da v bistvu zelo je vplivalo na življenje marsikoga, s kom delamo klinično in naredilo stvari težke za te ljudi. Seveda so pa pač učinki drugačni za recimo za mladostnike ali pa za rečemo 40-letnike ali kakorkoli. Ja, tukaj bi pač sem še poudarila kot zadnjo točko, da so pomembni tudi učinki na duševno zdravje zdravstvenih delavcev. Pri tem se ne mislim predolgo ustavljati, ker se mi zdi, da pač se moramo v prvi vrsti osredotočiti na delo z ljudmi, s katerimi duševno zdravje naših pacientov, ampak je tudi predvsem v Veliki Britaniji tekom prvega vala je bilo res grozno in je bilo ogromno zdravstvenih delavcev, ki so imeli hude simptome posttraumatske stresne motnje ali celo posttraumatsko stresno motnjo, kompleksno posttraumatsko stresno motnjo. Se pravi, ljudje, ki so delali na tako imenovanih frontline health workers, so bili zelo izpostavljeni zelo krutim stvarem in je pomembno, da pač imamo to v mislih in da tudi zdravstveni delavci dobijo psihološko pomoč in podporo zaradi COVID-a. Po drugi strani pa, jaz pač ne vem, tisti, ki me poznate, poslušate to prezentacijo, boste vedeli, da sem zelo po naravi pozitiven človek in se rada osredotočam tudi na pozitivne stvari. In se mi zdi, da je pač pomembno poudariti, da so določeni učinki pandemije tudi pozitivni.
In sicer nekateri klienti so tekom pandemije končno prišli do psihološke pomoči. Kaj s tem mislim, je to, da v bistvu, ne vem, če sem že povedala na začetku, ampak mi po večini, psihologi, klinični psihologi, psihoterapeuti, ki delajo v NHS-u, trenutno po večini delamo remotely, se pravi elektronsko, kar pomeni, da večino naših storitev, ki so veliko njih je terapevtskih, temeljijo na vedenjsko-kognitivni terapiji, jih izvajamo preko Microsoft Teams. In kar to pomeni, je v bistvu, da je nekako dostopnost psiholoških storitev na ta način postala bistveno boljša. Če si predstavljate, recimo nekdo živi v enem kraju, tukaj so pač razdalje precej večje kot v Sloveniji, živite v enem kraju, najbližji center, kjer lahko dobite 1-na-1 psihološko terapijo, je recimo 50 minut stran. Kam zdaj to umestiti tekom dneva od 9 do 5, vmes morate iskati otroke, ki so v šoli, morate skuhati večerjo in tako naprej. Zdaj pa dejansko se ljudje lahko s parimi kliki preko spletne strani, preko določenih portalov samo sami napotijo v psihološko terapijo in v bistvu trenutno sama delam z klienti, ki me imajo med svojim odmorom za kosilo, imamo pač razgovor ali pa pač zjutraj, ko se zbudijo, če začnejo službo kasneje. Tako da nekako je na ta način psihološka pomoč postala bistveno bolj dostopna. In ja, marsikdo pravi, da jim je tako imenovani telehealth bolj pisan na kožo. Spet lahko dam primer iz svoje prakse, trenutno delam z mlado pacientko, ki je pred pandemijo imela 6 neuspešnih poskusov doseganja psihološke pomoči, ravno zaradi tega, ker je pač narava njenih težav takšna, da se zelo težko sooča z novimi nepredvidljivimi okoliščinami, težko vstopa v situacije, kjer bi mogla spoznati recimo terapeuta 1-na-1. Sedaj pa v bistvu, ker so začeli terapijo tako, da je imela ona izklopljeno kamero in vse je nekako, ona sedi na svoji postelji, vse je v domačem, kontroliranem okolju, v bistvu zelo lepo napredujeva in so celo prišli do tega, da je celo prižgala kamero po 6-7 tednih. Skratka, nekaterim ljudem je pisano na kožo. In še, ja, kar je pomembno, je tudi to, zakaj sem dala tole naslovnico, to je v bistvu, kar sem želela s tem povedati, je, da je pri nas v Veliki Britaniji tudi država končno prepoznala, da je duševno zdravje zelo pomembno in nekako zelo prepoznala to povezanost med duševnim zdravjem in telesnim zdravjem. In tale government paper je v bistvu spodbudil zaradi COVID-a, da je država povečala financiranje v izobraževanje določenih kadrov, predvsem na področju klinične psihologije in psihoterapije. In zdaj v roku rečemo 2-3 let pričakujemo, da bo na področju, da bomo imeli približno 25% več kliničnih psihologov in vedenjsko-kognitivnih terapevtov v Angliji zaradi COVID-a. Tako da pač to je v bistvu fajn, da je neka pozitivna posledica. Torej, ja, ko sem bila povabljena na to predstavitev, sem bila spodbujena k temu, da imam čim več praktičnih nasvetov, tako da bom začela s temi praktičnimi nasveti vezanimi na COVID. Rada bi poudarila, da so povzeti po nekih praktičnih nasvetih, ki jih priporoča NHS, pravi, da imajo neko evidence base, imajo neko osnovo, da pač naj bi delovali. Prvi je, da ohranite povezanost s prijatelji, sorodniki. Tako kot je Neža prej rekla, v bistvu je danes lep sončen dan, nekatere te omejitve so se dvignile in tako naprej, ljudje se lahko več družimo, ampak ne vemo, dejansko ne vemo, ali bo ta pandemija trajala zdaj še pol leta, ali bo trajala še nekaj mesecev. V kakršnemkoli primeru je fajn, da tudi če grejo stvari spet v nek lockdown, da ohranite povezanost s prijatelji, da se slišite z njimi preko Zooma, preko Skypa, kakorkoli. Če imate skrbi, v njih spregovorite. Tudi če danes od cele moje prezentacije vzamete samo eno stvar, je pač to stvar, ki bi hotela, da jo vzamete, da si jo zapomnite. In sicer naslov današnjega dogodka je, kako zgraditi odpornost proti stresu, in velikokrat mi mislimo, da je odporen tisti človek, ki je sposoben sam handlati, po domače rečeno, svoje težave, tisti človek, ki je sposoben biti brez da o tem govori ali išče pomoč. Ampak v bistvu ne, odporen je tisti človek, ki je sposoben prepoznati, da ima težave in sposoben iskati pomoč, kadar ima težave.
Tako da, ja, če imate skrbi in če veste, da so te skrbi večje kot običajno in da pač povzročajo stres, iščite pomoč, govorite s svojim osebnim zdravnikom ali pač kakorkoli, tudi če govorite samo s svojci, s partnerji, pomembno je, da pač iščete pomoč. Pomagajte drugim, sprejmete pomoč od drugih. Pandemija je tudi nekako poudarila to, da smo ljudje dejansko dosti solidarni, tako da v bistvu lahko tudi to neka nagrada, če pomagamo drugim. Čim bolj načrtujte svoje dneve, če imate nek plan, kot sem prej govorila, tisti gospe, ker pač vsak dan je bil isti. Ko je pandemija, ko smo nekako prisiljeni biti doma cele dneve, je v bistvu lahko hiter vsak dan isti in ne vemo, ali ponedeljek ali sreda. Če pa si načrtujete dneve vnaprej, pa vsaj eno aktivnost na dan, je v bistvu to precej drugače. Pazite na svoje telesno zdravje, tle se bom ustavila, ker bo precej več povedala Ana. Iščite informacije z zanesljivih virov, zelo pomembna točka. COVID nam je pokazal, koliko zelo slabo mediji predstavljajo informacije velikokrat, ker smo bili priča zelo konfliktnim informacijam včasih tekom enega samega dneva. Tako da ja, pač fajn je, da se držite spletnih virov, ki so zanesljivi in čim manj senzacionalistični in predvsem pa tudi to, da omejite čas na socialnih medijih in na refreshanju raznih novic o COVID-u. Osredotočite se na stvari, nad katerimi imate nadzor, recimo svoje vedenje, kaj počnete, ne pa COVID. Počnite stvari, ki jih radi počnete, osredotočite se čim bolj na sedanjost in pa ohranite zdrave spalne navade. Se pravi, spanje je pač neka stvar, ki je zelo pomembna pri duševnem zdravju in je povezano z vsemi praktično duševnimi težavami, tako da je zelo pomembno, da ohranite zdrave navade. Ok, moje raziskovalno delo, verjetno je to točka, o kateri je res lahko govorila ure in ure, ampak tako, kot sem prej povedala, danes bom zelo kratka, mene je vedno zelo fasciniralo duševno zdravje mladostnikov, predvsem s tem mislim adolescente, nekako starostna skupina od 11 do 25 let, se pravi neka bolj razširjena definicija, ki jo danes uporabljamo. Zakaj? Me je to zanimalo prvič zato, ker se vsaj polovica duševnih težav, ki pač celoživljenjskih duševnih težav začne pred 14 letom in to pomeni, da dejansko, če mi identificiramo ljudi, ki imajo duševne težave ali neke poteze, ki so povezane z duševnimi težavami zgodaj, lahko preprečimo potem breme, ki ga duševne motnje povzročajo nam kot družbi, kot celoti, ker vemo, da dejansko so duševne težave kot anksioznost, depresivnost enih glavnih stroškov za celotni zdravstveni sistem in to je globalno, precej večji stroški kot za marsikatere fizične težave. In pri mladostnikih je tako, na žalost, da ima vsak 7. mladostnik vsaj eno duševno motnjo in izmed vseh duševnih motenj so anksiozne in depresivne najpogostejše. In ironično je to, da čeprav jih lahko zdravimo z evidence-based pristopi, recimo kognitivno-vedenjsko terapijo, zelo malo mladostnikov išče pomoč ali dobi pomoč. In jaz sem se v svojem raziskovalnem delu 3 leta ukvarjala s tem, zakaj adolescenti ne iščejo pomoči za anksiozne in depresivne motnje in kaj lahko naredimo, da izboljšamo stanje. Danes se bom osredotočila samo na kratko zaradi časa na nekako praktične nasvete. Kot sem rekla že prej, ne vem, kdo je v občinstvu, ali so kakšni starši, ali so kakšni šolniki, ali so kakšni psihologi, ali so celo kakšni mladostniki sami. Poskušala sem narediti take nasvete, da so čim bolj relevantni za široko občinstvo. In sicer prvič, kar smo ugotovili tekom mojega raziskovalnega dela, je to, da v bistvu se moramo veliko več pogovarjati o duševnem zdravju na splošno. In to velja tako doma, kot v šoli ali pa v okviru raznih obštudijskih aktivnosti. Jaz nisem sicer zelo stara, ampak je že kar nekaj časa, odkar sem hodila v šolo. V Sloveniji v osnovno šolo, moram reči, da se seveda takrat nismo pogovarjali o duševnem zdravju. Ne vem, kako je trenutno, ker pač se pravi, ne živim v Sloveniji več in tudi nimam toliko stika z ljudmi, ki imajo otroke v šolah. Ampak ja, upam, da se je premikal v tej smeri. V Veliki Britaniji je vsekakor velik pritisk na šole. Nekako spodbujajo nekaj, čemur se reče whole school approach in nekako se spodbuja pogovore o duševnem zdravju na splošno. Tako kot sem že prej rekla, spodbujanje iskanja pomoči.
pomembno je, da se ne samo kot posamezniki, ampak tudi kot družba nekako zavedamo, da je iskanje pomoči prvič nek znak moči in znak tega, da smo pripravljeni sprejeti pomoč in da se zavedamo, da to potrebujemo. In pa, če dejansko spodbujamo to že dovolj zgodaj, pri mladih ljudeh bomo pač spet zmanjšali verjetnost težav kasneje. Se pravi, če nekako negujemo to vedenje, iskanje pomoči že dovolj zgodaj, če spodbujamo mladostnike, da bodo to počeli, je zelo verjetno, da bojo pač s temi sposobnostmi potem tudi, ko bodo odrasli. Prepoznavanje opozorilnih znakov. Kaj sem s tem mislila, je to, da v bistvu je zelo pomembno, da pač, recimo, če imate otroka, da veste, kaj je znak, da se psihološko ne počutijo ok. V mojih raziskavah velikih mladostnikov in družin, s katerimi sem delala, poročajo recimo pri mlajših otrocih, ne vem, da jih boli trebuh, da jih boli glava. In je bil to znak dejansko neke anksioznosti. In mogoče je fajn, da recimo, ne vem, vsaka družina ima nekak seznam, kaj so opozorilni znaki in da vejo, kdaj nekaj ni ok, ker otroci, nažalost, in mladostniki velikrat prvič težko izrazijo čustva, drugič pa tudi nimajo nekakve sposobnosti, da sami iščejo pomoč. In če si predstavljamo, kot odraslim nam je grozno iti verjetno do osebnega zdravnika pa prositi za psihologa. Kako mora biti to šele grozno enemu mladostniku, ki ima milijon drugih stvari, o katerih skrbi. Spodbujanje zdravih navad, kot sem prej rekla, recimo zadostno spanje, to je zelo pomembno pri mladostnikih. Vemo, da je spanje velik prediktor depresivnosti in ostalih psihičnih težav v mladostništvu, tako da ja, pač kolikor se da to spodbujati. In pa zagotavljanje mreže podpore za mladostnike, ki se soočajo s težavami. Ja, pač to je v bistvu neka stvar, kateri je pač pomembno, da težimo kot družba, da pač spodbujamo to, da se razvija zadostna podpora, da je dovolj psihološke podpore v šolah, izven šol in tako naprej. Ker vemo, da je to, ker pač mreže podpore ni, potem lahko še ne vem, kako spodbujamo ljudi, da iščejo pomoč, ampak če nimajo kam iti po to pomoč, potem v bistvu nismo kaj dosti naredili. Ok, to je bila ena taka zelo hitra tura čez ta vsa področja. Zdaj pa, če ima kakršnakoli vprašanja, bom, kot sem rekla, vesela jih slišati. Najlepša hvala, Jerica, za tole predstavitev. Najprej bi še na hitro pozdravila vse, ki ste se v tem času pridružili. Posnetek dogodka bo kasneje tudi na voljo, tako da če ste zamudili začetni del, ga boste lahko nadoknadili. Dobila sem nekaj vprašanj vmes, tako da bom jaz kar začela, če pa še kdo jih ima, ali pa mirno jih napišite v chat, pa tudi če bomo imeli še na koncu v bistvu vseh 3 sklopov, še čas bomo še šli skozi tista, tako da nič pat. In sicer, mogoče, da grem kar ena za ena. Prvo vprašanje, ki sem ga dobila, glede na to, da so se uvedle tudi neke dobre prakse zdaj znotraj podpore, ki jo nudijo klinični psihologi, si omenila telehealth. Misliš, da se bodo nekatere izmed teh praks tudi kasneje obdržale, ko več ne bo take potrebe, kot jo je zdaj ustvaril COVID-19? Ja, super vprašanje. Zanimivo, smo imeli debato o tem prejšnji teden s kolegi in dejansko je nekako NHS, spet kot naš zdravstveni sistem tukaj, nekako si želi, da bi določena mera te virtualne pomoči ostala tudi po COVID-u. In sicer zakaj? Ker, tako kot sem prej povedala, pač za marsikoga je to zdaj precej bolj dostopno. Govorili smo tudi pred kratkim spet s kolegi, v Veliki Britaniji je tako, da so določene klinike zelo, zelo specifične. Recimo tukaj v Oxfordu imamo eno kliniko, ki je pač zelo dobra za otroke z fizičnimi boleznimi in pridruženimi psihološkimi boleznimi, in v to kliniko pridejo družine iz cele države in včasih se vozijo po 5-6 ur, morajo prespati tukaj v Oxfordu. V Oxfordu je nažalost vse drago, tudi če hočete prespati za eno noč, boste pač verjetno zelo veliko plačali. In zdaj te ljudje, pač ne bom rekla, da ne rabijo priti nikoli v Oxford, ampak lahko pa naredijo ogromno stvari preko telekonzultacije in vsekakor so in pacienti in tudi zdravstveni, naši trust, se pravi, ko bi to prevedla, klinike nekako, so v bistvu zelo naklonjene temu, da se določene stvari izvajajo kasneje tudi elektronsko, ker
je to lažje za paciente in tudi konec koncev povezano z manj stroški, z recimo najemanjem prostorov, z parkirnimi mesti konec koncev in tako naprej. Super. Ja, to ima kar dosti smisla, bistveno. Zdaj pa se že v bistvu dva vprašanja, ki pa se bolj vežeta na tvoje lastne izkušnje. Sicer prva je povezana s tem, ki si omenila dobre in zanesljive vire in koliko je pomembno, da se opiramo na to, kadar iščemo informacije. In sicer bi vprašanje, če imaš kakšen specifičen vir, ki bi ga ti predlagala ali pa ki ga ti tudi uporabljaš in se na njega zaneseš. Drugo vprašanje pa, ker je tudi vezano na tebe, ti ga bom kar zdaj postavila, je pa, ko si glih delila te dobre nasvete oziroma neke dobre prakse, če so kakšne navade, ki si jih ti prilagodila, da si se lažje soočila s to spremembo, recimo delo od doma. Hvala. Bi sem vprašala za to prvo vprašanje za zanesljive informacije, to je zdaj s COVID-om, predvidevam. Tudi jaz. Okay. Torej, jaz osebno zelo sledim eni študiji, ki jo izvaja King's College v Londonu in sicer se imenuje Zoe Study. Bom potem v chatbox odgovorila, kjera raziskava je, in sicer poteka pod mentorstvom profesorja Tima Spectorja in tudi sama sodelujem v tej raziskavi že od začetka pandemije. Je zelo velika raziskava, mislim, da trenutno več kot 5 milijonov ljudi sodeluje. Tako da je zelo rigorozna, zanesljiva in oni dejansko tedensko vsaj zelo zanesljive informacije podajajo. In ja, še ene par ljudi, recimo na Twitterju, ker vem, da so zelo zanesljivi strokovnjaki, nekako njim sledim in pač gledam, kaj oni objavljajo. Tako da ja, z veseljem pošljem v chatbox. Super. Za drugo vprašanje pa kaj za moje navade, že enkrat sem ponoviš, kaj sem mogla prilagoditi. Ja, kako si se ti prilagodila, tudi verjetno imaš več dela od doma in takšne zadeve. Ja, tudi zelo dobro vprašanje, pač ne bom zanikala, meni osebno, mislim, jaz zdaj delam od doma že 13 mesecev. Grem občasno osebno delati z pacienti, kadar delam obiske na domu. Ko sem šla prvič delati obisk na domu, me je to zelo veselilo, končno grem lahko delati v živo. V končni fazi to ni bilo tako super izkušnja, zato ker sem se mogla obleči kot en astronaut in v vso protektivno opremo, ker pač nisem native speaker, me ljudje včasih se mi tudi težje slišijo čez vso tisto masko, očala in vse, kar rabim imeti. Tako da v bistvu nekako za te interakcije, ki so zaradi COVID-a pač osebne, niso toliko fajn, kot so bile pred COVID-om, pred pandemijo. Imam srečo to, da sem že 2-krat cepljena, ker sem pač zdravstven delavec in ja, bom postopoma verjetno pač več delala, ampak ker so naši pacienti pogosto zelo ranljivi, pač to ne bo spremenilo dejstva, da ne nosim protektivne opreme. Kar je pač meni osebno pomagalo pri tem, pač, da delam od doma in pač nimam več toliko veliko osebnih kontaktov, kot sem jih imela pred pandemijo, je to, da, kot sem povedala, da imam neko rutino, da recimo imam redne odmore od zaslona, da začnem ob isti uri delati za službo in neham delati ob isti uri. Potem imam tako navado, da takoj, ko je ura 5, ko pač neham delati, da v bistvu grem ali na sprehod, ali imam jogo, ali karkoli. Delam veliko teh raznih klasov prek Zooma, ki jih v Angliji ima ogromno enih inštruktorjev, vodi v živo seanse joge in podobno. Tako da pač si poskušam čim bolj nekako strukturirati vsakdanjik. Poleg tega, ja, tako kot sem rekla, ohranjam povezave z družino, vsak dan se slišim s svojimi starši, s prijatelji, dosredno iz Slovenije tudi. Drugače pa ja, ne vem, čim bolj poskušam si zapolniti vikende, čim bolj planirati stvari. Je pa seveda, je pa drugače, ni pa kaj za zanikati, no, ampak ja, pa ne vem, mogoče bi rekla, opazila sem, da mi tudi, da več si privoščim v smislu, ker pač ne morem potovati, ker ne morem iti v Slovenijo, si več privoščim v smislu, da si, ne vem, kupim kakšno stvar več, pa imam bolj kot za nagrado, da sama sebe nagradim. Ok, sem imela naporen teden, si zaslužim, da si nekaj naročim prek Amazona ali pa karkoli. Ampak, ne vem, meni osebno, ne vem, gibanje, dobro spanje, to pač osebno mi največ pomaga in
Danes sva s partnerjem, preden sem prišla, sem 50 km prekolesarila in to je zame tako kot neka well-being injekcija. Najlepša hvala, Jarica. To je v bistvu tak zelo lep prehod na našo naslednjo govorko, tako da super za tole. Če že ima kdo kakšno vprašanje za Jarico, kar napište, samo napište, za koga je, da se ne bomo mešali, pa bom jaz potem si to se zapomnila, pa bom pazila, da res vse vprašamo. Hvala vsem, ki ste do zdaj že postali vprašanja. Zdaj pa v bistvu, ja, tako pravim, je čas za našo naslednjo govorko, in sicer Ano Mali. Ana Mali je fizioterapeutka in kineziologinja ženske smučarske reprezentance za tehnične discipline. Diplomirala je iz kineziologije na Fakulteti za šport na Univerzi v Ljubljani in pa magistrirala z odliko iz fizioterapije na Queen Margaret University v Edinburgu na Škotskem z raziskovalno nalogo na področju onkologije. Med študijem je bila pri Združenju fizioterapeutov v Veliki Britaniji, to se že bom zdaj prav povedala, Združenje fizioterapeutov v Veliki Britaniji, CSP, izvoljena za študentsko predstavnico za mednarodne odnose IR-VCPT in delovala v gibanju glede študija in dela po Brexitu. Predavala je na konferencah v Sloveniji in v tujini in pa tudi kot mentorica sodeluje v mednarodnih neprofitnih projektih, kot je na primer The Learning Physiotherapist, čigar skupiček je namenjen podpiranju medicinskih raziskav in dobrodelnih ustanov, kot so recimo za Downov sindrom, raka, irritable bowel syndrome in pa tudi duševno zdravje. Študijske in delovne izkušnje je nabirala v Sloveniji, na Norveškem, ZDA, na Škotskem, Angliji in pa Bahrajnu, tako da res mednarodno. In danes bo Ana govorila o telesni aktivnosti kot del zdravega življenja in pa tudi pri pomaganju premagovanja stresa med COVID-om, tako med službenimi potovanji in pa delu od doma. Ana, izvoli. No, pozdravljeni. Moje ime je Ana, kot je že bilo omenjeno, sem fizioterapeutka in kineziologinja slovenske ženske smučarske reprezentance za tehnične discipline. Najprej bom malo povedala glede moje karierne poti. Študij sem pričela kot dodiplomski študij sem naredila na Univerzi v Ljubljani, smer kineziologijo na Fakulteti za šport. Medtem sem se odpravila na 2 študijski izmenjavi. Prva študijska izmenjava je bila na Norveškem, na Norwegian School of Sport Science, druga pa v ZDA na Baylor University. To me je vzpodbudilo, da grem še na podiplomca v tujino, tako da sem pristala za magistrski študij na Škotskem, v Edinburgu, smer fizioterapija. Medtem sem delala, sem volontirala kot predstavnica za mednarodne odnose ter bila tudi demonstratorka anatomije pri laboratorijskih urah s kadavri za študente fizioterapije. Na to sem, malo počakam, da gre naprej, pardon. No, malo preveč. Delala sem v nogometnem klubu v Edinburgu na Škotskem ter v NHS. Tam sem rotirala, sem v bistvu pridobivala izkušnje na področju mišično-skeletne fizioterapije, neurofizioterapije, onkologije, delala sem za ambutanti ter tudi v pediatriji ter geriatriji. Nato sem se odpravila v London, poiskala mentorstvo na zasebni kliniki v izokinetiku ter tudi potem tako šla v javno zdravstvo in delala v bistvu socialno nižjim rangom v Londonu, kar je predstavljalo 2 totalno različna svetova. Medtem sem odšla z mlajšimi selekcijami angleške nogometne ekipe v Gothenburg na Švedsko. Tam je vsako leto ta prvenstvo, ki se imenuje Gocha Cup, je v bistvu svetovno mladinsko prvenstvo. Nato sem pa prejela povabilo od bahrajnske šejkinje, da pridem delati v Bahrajn. Tam se je odprla samo za
ženske. Nekako drugače je, ker tam morajo biti vsi popolnoma ločeni, predvsem kar se tiče teh tradicionalnih družin, morajo biti ločeni zaradi njihovega načina življenja in vere, tako da tudi telesna aktivnost ni nekam najbolj poznana, tako kot je na primer v Sloveniji ali pa v Evropi in ZDA oziroma ta Commonwealth je zelo tak razvit tudi, normalno. In tako da je bila neka taka popolnoma drugačna izkušnja kot pa v Evropi in ZDA. Potem aprila sem se odpravila nazaj v London, tam sem tekmovala, v bistvu sem bila uvrščena med 14 finalistov za najboljše poročilo primera prakse, tako da sem imela priložnost predavati na Wembleyju pred nekaj 100 ljudi in med njimi so bili tudi eni taki mentori, ki so mi vzor. Trenutno sem nazaj v Sloveniji, delam s slovensko smučarsko reprezentanco, veliko je dela na terenu, tako da smo vsi aktivni, prenašanja smučk, prtljage, organiziranja, testiranj na fakulteti za šport, da vidimo, kako so športnice pripravljene in pomagam med popoldanskimi treningi, tudi pač pri kondiciji, ter popoldan izvajam terapije, ki so pač obvezni del vsakega delavnika. In med drugim sem mentorica pri The Learning Physiotherapist. To je neka platforma za ne samo fizioterapevte, ampak za ljudi v zdravstvu ali pa nezdravstvu. Je tudi dosti ljudi, ki so v managementu ali v temu kot učitelji delajo in v bistvu je neka taka fajn platforma, kjer se učimo tako imenovanih soft skills oziroma na bazah primerov si pomagamo oziroma se učimo, kje je kdo kaj zalomil oziroma to je v bistvu prišlo oziroma kaj se je kdo kdaj kaj naučil in to je neka fajn platforma, zdaj, ker se je začela ta COVID situacija, tako da se še mi vedno učimo. Kaj dodatnega počnem v času COVID-a? Še vedno hodim na službena potovanja, hvala Bogu. Vedno preverim prostor za treninge in terapije, ki morajo biti čisti, najraje, da je na odprtem oziroma individualizirano. Pomembno je zdravje vseh v ekipi, tako da skrbim, da imamo vedno na zalogi, kar je potrebno za zdravje vseh. Predvideti je treba nujno opremo za daljša potovanja, ampak ja, to je vedno vprašanje, ali imamo vedno vsega dovolj. Tu pridejo tudi v poštev vedno maske in razkužila. In prav tako se organizira testiranje za COVID, ker smo vedno na poti, imamo tudi kdaj kakšne težave, glede na razlike, glede na državo prihoda ali odhoda. Ne prihajamo vedno iz Slovenije, kdaj se ne vrnemo domov tudi po 3 tedne, dajmo tako reči. In kdaj pač vsaka država ima različna pravila glede prehajanj meja, tako da moramo vedno preverjati, kaj je novega v novicah in kako je glede na evropska pravila, kakšne so te določbe. Na sliki desno spodaj vidite, so zdravniki v skafandrih. To je bilo, ko smo šli prvič na Finsko. Tako izgleda v bistvu, ko pridemo kdaj na kakšno tekmo v tujo državo. In prvič je bilo kar, dajmo reči, strašljivo, ampak skozi leto smo se tega zelo navadili in mi je najbolj normalno, kar je v tem letu, tako da se sploh ne sekiramo več glede tega.
Kaj dodatnega je pa tudi to, da izvajamo kdaj sami testiranja, predvsem v Avstriji ali pa Nemčiji, tam ni teh palčk, samo palčk, no, teh, ker jemljajo teste oziroma vzorce v nosu, ampak izvajajo tudi slino, tako da je lep del potovanj, ampak je tudi malo bolj neprijeten del potovanj, tako da če kakšen ni za take stvari, ni lih prijetno, ampak okej. Kako je COVID vplival na mojo stroko? Kot sem že rekla, še vedno hodim na službena potovanja, so nekako drugačna, bolj drugačna kot v prejšnjih letih, ni več tega brezskrbnega druženja, ampak še vedno v bistvu bolj je stresno, veliko bolj stresno, veliko bolj se pogovarjamo, kako bomo čim lažje preživeli naša potovanja, kam lahko gremo, s kom se lahko družimo, kdo se noče družiti z nami zaradi covida, ampak tako, probamo, poskušamo, da je vse čim bolj normalno, kar se le da, ni vedno najbolj lahko, ampak kot sem rekla, trudimo se. Zdaj, Jerica je že dosti povedala o telesni aktivnosti, proti koncu je prišla, kako v bistvu duševno zdravje vpliva pozitivno na kako telesno zdravje vpliva pozitivno na duševno zdravje. In v bistvu tu je vprašanje, kako zgraditi odpornost proti stresu. In moje prvo vprašanje je, ali že predolgo sedimo. Ker, kot je Jerica že rekla, da ona konča ob 5, ima nek določen urnik dela, katerega se proba čim bolj držati. Po 5 uri gre na sprehod ali pa naredi kakšno seanso joge. Zdaj, kratek aktiven odmor pripomore k temu, da lajša mišično napetost, lajša duševno napetost, pospeši se krvni obtok, več gre v glavo nazaj, idemo tako reči, izboljša se mišična aktivnost in lažje nadaljujemo z delom, glede na to, da se boljše počutimo. Nismo več tako stresirani, nismo živčni, zato je zelo dobro, da probamo na vsako uro narediti vsaj 5 minut pavze. Omenila je tudi telehealth, ki je zelo uporaben v zdravstvu v zadnjem letu. In v bistvu jaz bom naredila zdaj en tak poizkus. Dostikrat na konferenci smo na začetku konference vsi ostali. Zdaj, jaz vas ne vidim. Po eni strani je to boljše, vi boste mene videli, zdaj pa vsak ima po mojem 1 kvadratni meter prostora zraven sebe. Meni je zelo, glede na to, da se pri svojem delovniku non-stop se premikam, non-stop sem aktivna, meni je zelo čudno govoriti o telesni aktivnosti in kako planirati telesno aktivnost, če enostavno ne naredimo nič glede telesne aktivnosti. Tako da vas bom jaz prosila, samo da menjam slajd, da bomo imeli en kratek aktiven odmor. Naredili bomo 4, vsi bomo vstali, zdaj jaz vas ne vidim, če boste super, boste videli, kako se boste boljš počutili, naredili bomo 4 počepe, 4-krat bomo krožili z rokami nazaj, naredili bomo en velik razteg z rokami, vdih, izdih in predklon, da se bomo z rokami, z dlanmi dotaknili, probali dotakniti prstov na nogah in potem 8-krat korakali na mestu. Tako da jaz bom spustila eno muziko, trajala bo 1 minuto. Če bo preveč hreščalo, se opravičujem, ampak bomo nekako imeli neko obdobje, ki bo za ta kratek aktiven odmor namenjeno. Okay? No, jaz bom kar umaknila, tukaj me boste videli in jaz bom kar začela tako. No, in naredimo en počet. 4,
In zdaj bomo krožili z rokami nazaj. In gremo 1, 2, 3 in 4. Naredimo en fajn raztep gor, kar prvo žebalj trpi, naredimo vdih in izdih. In pred tlom do tal. Okay? In 8 korakov na mestu, 4, 7, 8. Ok. In zdaj se lahko nazaj odsedete. Evo, pa je končala muzika. No, zdaj ne vem, kako je to šlo, upam, da dobro. Tako nekako izgleda telehealth, ker vsi ostajamo doma. Nekateri so zaprti v prostorih svojega doma, zdaj in enostavno to je edina rešitev za njih, ker ne morejo se sami prisiliti k telesni aktivnosti in tako, da se udeležujejo nekako teh skupnih virtualnih telesne vadbe, no, ne bi tako reči. Torej, pozitivni učinki redne telesne aktivnosti so fizično in duševno počutje. Zmanjša se ogroženost za srčno-žilne bolezni, debelost in sladkorno bolezen, predvsem tipa 2, ter osteoporozo. Zdaj, glede na fizično počutje se povečuje oziroma vzdržuje telesna pripravljenost, mišična moč, gibljivost sklepov, tukaj pač je tudi ravnotežje, fleksibilnost, nekakšna propriocepcija, da se znajdemo v prostoru, izboljša se kvaliteta življenja zaradi tega, ker se boljše počutimo, več zmoremo, lahko gremo v trgovino, lahko gremo na obisk, lahko gremo v hribe, kar hočemo, lahko več delamo, več si lahko zmislimo, kaj bi radi delali, ker smo močnejši in tudi izboljšanje spanec. Zmanjša se pri duševnem počutju sorazmerno tudi stres, tesnoba, anksioznost in depresija, o tem je govorila Jerica prej. Zdaj mi zmanjšamo možnost pojava oziroma do katere meje bo to prišlo. Zdaj pa, če seveda človek rabi dodatno zdravniško pomoč oziroma dodatno usposobljeno pomoč, ga seveda tja namenimo, ker moramo se vsi zavedati svojih sposobnosti in zmanjša se tudi občutek osamljenosti. Potem takem smo bolj samozadovoljni sami s sabo, bolj smo samozavestni, bolj smo budni in skoncentrirani, libido se poveča, čustvena trdnost in seveda odpornost proti stresu. Naslednja. Ok. Baje, da bo. Ok. No, glede na to, da sem bila malo po svetu, zdaj na Norveškem sem se naučila, da ni slabega vremena, da so samo slaba oblačila in če gremo ven, ne glede na to, ali je pomlad, poletje, jesen, zima, damo si še eno jakno gor, kapuco čez glavo, anorak pa dežnik in lahko vidimo kaj lepega, kot je na Norveškem, naprimer po zimi aurora. To je bila v Tromsu, videna v Tromsu in isto je v Veliki Britaniji. Torej, gremo ven, dosti je dežja. Jaz sem bila na Škotskem, bil je veter, bil je dež, mi smo se oblekli, tudi moja nona, babica, me je vedno, jaz sem s Primorske, je bila burja, ona me je zmeraj oblekla, je rekla, ni važno, boš bila bolj odporna, boš bila zdrava in gremo ven, dala kapo na glavo in piči miško, dajmo tako reči. No. V Veliki Britaniji, zdaj v Londonu, je ta tempo urnik je zelo nabasan, tako da kdaj je težko, res je težko dobiti čas za redno vadbo.
Tako da je zelo pomembno, da malo prilagodimo svoje življenje in svoj urnik. Naprimer, pač enostavno kupimo si kolo, ni treba, da je ta zadnji tehnološki iznajdba, ampak enostavno važno je, da se da pripeljati iz točke A do točke B, če je treba iti 5 minut prej, je pač treba iti, ampak enostavno poskusimo se nekako prilagoditi na tak način. V Ameriki me je zelo presenetil moj profesor, ki je rekel, da ni treba vedno samo iti na sprehod ali pa narediti trening uteži ali pa laufati 100 na uro vsak dan. Dajmo pogledati malo nazaj, malo v svoje otroštvo, kaj smo radi delali takrat, če je to risanje, je risanje fajn vpliva na počutje in na zmanjševanje stresa in sigurno se je dobil kakšen, ker je našel v predalu tiste barvice, ker so bile napol ošiljene, ali pa kakšen, dajmo reči, inštrument, ker se ga je učil kot v šoli ali pa v vrtcu in tam tisto pač prenesel spet v svoj vsak dan. V Bahrajnu je pa tako, zelo so me presenetile te gospe, s katerimi sem delala, zaradi svoje vere, muslimanske vere, so vsakič ob točno določeni uri prekinile svoje obveznosti ali pa vadbo. Sploh ni bilo važno, ampak so začele molitev. Jaz sem videla to molitev kot neko meditacijo, dajmo tako reči, in možnost za 5 minut zase. Jaz nisem muslimanske vere, ampak z vsake stvari se mi zdi, da je fajn vzeti nekaj dobrega in ker sem jih gledala, je tudi lahko kar neka joga oziroma nek stretch, nek razteg. Tako da one so bile tudi bolj dovzetne za vadbo joge, zelo so se bale vadbe uteži, ampak s časoma, ko so se navadile na naš način dela, so tudi to vzele za svoje in so videle, kakšne pozitivne lastnosti ima tudi trening uteži. V Sloveniji in pa zunaj sta seveda, kaj lahko naredimo. Če smo doma, vemo, da imamo ogromno lepe narave. Pač narava v Sloveniji je čudovita. Imamo tisočeno možnost, da aktivno preživimo popoldan, večer, tudi vikend, povabimo prijatelje, sorodnike, partnerje. Zdaj, ko potujemo, isto je pač drugje. Zdaj, kjerkoli ste, veste, kam lahko greste, kaj lahko delate, ali se priključite vadbi, ali v bistvu po želji. Zdaj, ko greste v tujino, govorim v svojem primeru, dostikrat sem imela težavo in nabiral se je stres, ker nisem vedela, kako naj bi postala aktivna glede na zaprtje fitnessov ali pa omejitve gibanja. Tako da jaz sem začela nositi s sabo vedno to rolo, v bistvu ta blazino za jogo in vedno je v moji torbi, tudi če imamo še 2 dodatni torbi z opremo za kondicijo, to je vedno v moji torbi, da tudi če ostanem samo v sobi in čakam do naslednjega dne, da se premaknemo na drugo točko, imam še vedno čas, da naredim malo vaj za moč, za razteg, da v bistvu se umirim in počutim v bistvu bolje zaradi tega. Zdaj, nasveti za konec je, kaj naj si izberem v času covida. Izberite si nekaj, kar vam je zanimivo. Nekaj, kar vam je fajn, ker če vam bo muka, enostavno se ne boste držali tega. In naj bo 2-krat na teden, mali koraki so zelo pomembni. Zdaj, ne si mislite, ok, v enem letu bomo naredili to, pa bomo shujšali za 20 kg, pa bomo šli na Mount Everest, pa ne vem, kaj še vse. Zdaj, eno leto ima 365 dni, to je 12 mesecev, približno pač 30 dni v povprečju na mesec
in dajte si en teden, to je 7 dni, in dajte si cilje za en teden, pa boste počasi šli v neko rutino in nek urnik, da boste zmogli to, pa ne bo niti vadba sama predstavljala stresa, ne bo predstavljala stresa, ker kakšenkrat, če si preveč naložimo na krožnik, pa kakšenkrat je kaj odprto, kakšen fitness center, naslednji teden pač ni, še vedno probamo nekako shendlati situacijo, da nam ni stresna. Idealno je vsak dan 30 minut, vsaj hoje. Zdaj, če ne gre, dajmo probati vsaj 3-krat, ampak res tisto pa ni iz tistih izgovorov, danes je pa slabo vreme, ne grem, tega pač ni. In tukaj je pač ena slikca, da za starejše ljudi ni več tiste tabu teme, da uteži so pa slabe zaradi hrbta. Vse več je raziskav in vedno bolj se poudarja in tudi osebno zelo priporočam, da se dela z utežmi, ker je življenjski slog je za to boljši. Če so kakšne zdravstvene težave, se obrnemo na temu primerno strokovno osebje, zdravnik, fizioterapevt, kineziolog, karkoli imamo v svojem mestu, v svojem okolišu, da nam ni treba iti naprimer na drugo stran Slovenije ali pa tistega mesta ali pa države, kjer pač živimo, ampak si čim bolj poenostaviti svoj vsakdan. To je pa to. Zdaj, hvala za pozornost in če imate kakšno vprašanje, z veseljem odgovorim. Super, Ana, najlepša hvala. Je par vprašanj. Na eno si v bistvu do neke mere že vmes malo odgovorila, ampak mogoče še bolj specifično. Torej, če je nekdo pred covidom, ko je bilo možno gibanje, to, kar si rekla, recimo tudi hoja 30 minut, bilo vključiti v bistvu v pot v službo pa nazaj, zdaj pa tega ni. Kakšen dober nasvet, kako začeti v bistvu sploh graditi te navade za gibanje, če to nisi prej počel? Ok, dobro vprašanje. Ena je, zdaj, zmer imamo koga, ker nas more tudi brcniti v rit. Fajn je, da imamo nekoga, enega prijatelja ali pa prijateljco, ker reče, če bi imela družbo ali pa če bi res lahko šel na tisto vadbo, potem bi pa res šel. Zdaj, če se zmeniš z nekom, da boš ob 5, ob 6 šel na sprehod ali pa na pol ure teka, se bo to sigurno bolj naredilo, uresničilo, kot pa če greš sam. Zdaj, ponavadi je zmeraj, v ponedeljek pa začnem. Zdaj, dajmo se potruditi, da začnemo že danes, da si naredimo en dan prej že spisek stvari, ker jih moramo narediti. Jerica že omenila, da moramo si nekako narediti urnik, da začnemo ob 8, končamo ob 4, končamo ob 5, potegnemo črto tam. Če imamo otroke, probamo jih vključiti v ta sprehod, ampak res si vzeti pač pol ure in iti na ta sprehod. Zdaj, lažje je reči kot narediti, ampak se mi zdi, da motivacija in ta samo skrb, pač skrb za učenje zase in več stvari tudi, ker boš bil fit in zadovoljen sam s sabo in brez bolečin in se boš naredil ostale stvari toliko prej ali pa toliko lažje. Po pa v bistvu še nekaj vprašanja, pa bom zdaj postavila 2, ki sta malo bolj specifični, ostale bom pa še potem za čisto po koncu dogodka prosila. In sicer eno vprašanje, stoječe mize, da ali ne? Drugo pa da. To je že tako odgovor. Super, povej. Zdaj, je boljše zaradi bolečin v križu, pač je fajn kombinacija. Zdaj, v sede se tudi trup, kakšenkrat se pač posedmo, pa moramo biti po koncu, pa se ta krivina med sedenjem hrbtenice se izboljša. Je pa fajn tudi, da stojimo.
Sicer je spet tista, jaz sem že probala, jaz sem na univerzi probala tiste mize, kakšenkrat začnejo tudi noge boleti, pač ker tudi samo stanje je naporno, ker se moraš začeti prestopati, ampak jaz mislim, da je vseeno, tudi če so stoječe mize, je fajn, da se 5 minut človek sprehodi in pol gre nazaj k delu, ker je vseeno pozicija potem pred računalnikom nekako fiksirana. No? V bistvu je to naslednje vprašanje vezano na to in sicer, a za kakšne mišične skupine oziroma deli telesa, na katere je biti potrebno še posebej pozoren zdaj, ko ljudje veliko sedijo pred ekranom, ampak verjetno enako tudi, če stojiš pred ekranom, torej, da smo v nekih fiksnih pozicijah. Ja, zmeraj bo ta stabilizacija trupa pomembna, ker drugače pač se vedno dvigne rame, pa je tukaj bolj vse napeto in potem pride do tega stresa in bolj, ker je tukaj napeto, potem pride tudi do bolečin, do glavobolov. Super. Najlepša hvala za tole. Tako kot sem rekla, nekaj malega vprašanj še je, pa bomo to pustili za konec. Zdaj pa se v bistvu premaknemo še na tretji sklop današnjega predavanja in sicer so na vrsti Eva Marija Čad in Matjaž Pirc, ki sta po dodiplomskem študiju dietetike na fakulteti za vede o zdravju na Univerzi na Primorskem študij nadaljevala na Wageningen University na Nizozemskem, to Osana pol še veliko bolj prav povedala, kot sem zdaj jaz. Tekom magistrskega študija iz smeri prehranske fiziologije sta proučevala motivacijske mehanizme hranjenja ter percepcijo tako imenovanih kokumi spojin. Takoj po zaključku magistrskega študija sta pričela z doktorskim študijem znotraj oddelka Sensory Science and Eating Behavior na isti univerzi. Trenutno sta pa na pol poti do doktorskega naziva in raziskujeta senzorično percepcijo hrane ter vpliv le-te na izbiro živil in prehranjevalno vedenje. Evino raziskovalno področje zajema preučevanje posledic izpostavljenosti sladkobi ter vpliv le-te na izbiro živil, medtem ko Matjaž preučuje vonj maščob ter njegov doprinos k zaznavanju in izbiri maščobnih živil. Danes boste v bistvu predstavila svoje delo in pa tudi na kratko predstavila senzorično zaznavo hrane, predvsem z vidika okusa in vonja, ter njen vpliv na prehranjevanje vedenje. Jaz sem že zelo zainteresirana, ker kar nekaj tu vmes nisem čisto razumela. Tako da Eva in Matjaž, izvolite. Lep pozdrav še z najine strani in hvala Vtisu za povabilo na ta dogodek in hvala Luciji za te uvodne besede. Preden gremo na temo najine današnje predstavitve, naj omeniva, da že 5 let živiva na Nizozemskem, natančneje v majhnem univerzitetnem mestu z imenom Wageningen. In kot že omenjeno, trenutno opravljava doktorat znotraj oddelka Sensory Science and Eating Behavior, ki je del divizije Human Nutrition and Health Univerze v Wageningenu. Tudi kot že povedano, bova danes na kratko predstavila kemopercepcijo hrane z vidika okusa in vonja. Najina predstavitev sicer ni direktno vezana na zmanjševanje stresa, je pa povezana z uživanjem v hrani, ki pa je na nek način lahko zmanjšuje stres v zmernih količinah, seveda. Sam izraz kemopercepcija pomeni zaznavo kemičnih spojin. V primeru okusa gre za neposredno kemopercepcijo, kjer je za zaznavo potreben dejanski stik s kemičnim virom. Medtem ko gre pri vohu za posredno kemopercepcijo, kjer lahko kemične vire zaznavamo nadaljavo. Naj omenim, da je področje izredno široko in kompleksno, tako da se bova danes osredotočila res na ključne vidike, potrebne za osnovno razumevanje te tematike. Jaz bom predstavila področje okusa, nato pa bom besedo predala Matjažu, ki se bo osredotočil na voh. Torej, kot rečeno, je okus rezultat neposredne kemopercepcije, pri kateri gre za zaznavanje snovi, na primer hrane ali strupov. Poznamo 5 osnovnih okusov, to so sladko, slano, kislo, grenko in umami. In za vsak okus poznamo specifično spojino, ki jo ponavadi uporabljamo za ocenjevanje okuševalnih sposobnosti. Za sladek okus je to sukroza, to je navadni sladkor, za slan okus je ta spojina natrijev klorid, to je navadna sol, za grenak okus ponavadi uporabljamo kinin
Tega najdemo naprimer v toniku. Za kislo uporabljamo citronsko kislino, ta se nahaja v limoni, ter za umami mononatrijev glutaminat, ki pa je naravno prisoten v morski hrani in v mesu, naprimer. Naj omenim kot zanimivost, da so umami okus identificirali šele pred približno 100 leti na Japonskem, leta 2002 pa je bil uradno priznan kot eden izmed primarnih okusov, ko so našli umami receptorje na človeškem jeziku. Naj še omenim, da trenutno poteka veliko raziskav o drugih možnih osnovnih okusih, kot so naprimer kovinski okus, okus za maščobe ter okus za vodo. In trenutno raziskave kažejo najobetavnejše rezultate za okus maščob, vendar smo trenutno še daleč od klasifikacije le-tega kot osnovnega okusa. Torej, okus je zelo pomemben čut, saj se na njegovi podlagi odločamo, katere snovi bomo dejansko vnesli v telo. Naš jezik v bistvu deluje kot nekakšen vratar, ki preverja, kakšno hrano bomo zaužili. In vsak okus je povezan z neko fiziološko funkcijo. Sladko in umami sta povezana z zaznavanjem in vnosom energije. Sladek okus predstavlja energijski vnos sladkorjev ter ogljikovih hidratov, medtem ko umami signalizira energijski vnos beljakovin. Grenak okus nas opozarja pred toksini, saj je večino toksinov grenkega okusa in se jih kot ljudje intuitivno izogibamo. Funkcija slanega okusa je, da uravnava oziroma ohranja ravnovesje elektrolitov in mineralov v telesu, medtem ko nas pa kisel okus varuje pred uživanjem snovi s prenizkim pH-jem, ki bi potencialno lahko poškodovale našo sluznico. Še vedno pogosto opazimo, naprimer v učbenikih za biologijo, da se uporablja slika jezika, kjer so označene te določene regije za zaznavanje določenih okusov. Ampak moram poudariti, da to ne drži, ker zaznavanje okusa poteka preko okuševalnih borbončic, ki pa so razporejene po celotnem jeziku. Več okuševalnih borbončic se sicer nahaja na sprednjem delu jezika v primerjavi z zadnjim delom, kar sicer pomeni, da smo na sprednjem delu jezika bolj občutljivi, vendar so okuševalne borbončice razporejene po celotni površini jezika, nekatere pa najdemo celo po ustni votlini. Okuševalne borbončice pa so sestavljene iz snopa okuševalnih celic, ki pa imajo prisotne receptorje za več okusov. To se pravi, če povzamem, to pomeni, da lahko zaznavamo vse okuse po celotnem jeziku. Potrebno pa je tudi poudariti, da ne maramo vseh okusov na enak način. Dejansko za nekatere okuse imamo prirojene preference, naprimer za sladko, medtem ko imamo za druge prirojene averzije, naprimer za grenko. Naprimer, če damo novorojenčku za poskusiti sladek okus, lahko na podlagi obrazne mimike opazimo, da mi je všeč. Oblizujejo si ustnice, stegujejo jezik in se občasno tudi nasmejijo. Zanimivo pa je to, da lahko enake vzorce opazimo tudi pri primatih ter pri možganah. Podganah, pardon. Nasprotno pa se zgodi, če dojenčka izpostavimo grenkemu okusu. Lahko vidite zdaj na videu. V tem primeru lahko opazimo grimase, ki vključujejo stiskanje obrvi, mišic okoli oči, gubanje nosu, celo majhno tresenje in umikanje glave. Enake vzorce pa lahko prav tako opazimo pri primatih in podganah. Po rojstvu pa se naše preference za okuse začnejo spreminjati. Primer je okus za grenkobo. Čeprav se rodimo z odporom do grenkobe, se sčasoma na ta okus navadimo in nam postane celo všeč. Primer tega sta na primer kava ali pa ohrovt, ki imata značilen grenak priokus. Normalno ohrovta kot otroci ne maramo, nato pa ga skozi oziroma preko večkratne izpostavljenosti sčasoma vzljubimo. Prav tako pa obstaja mnogo drugih dejavnikov, ki vplivajo na našo zaznavo okusa. Eden izmed njih je na primer barva hrane. Ugotovljeno je bilo, da barva hrane vpliva na to, kako intenzivno mi zaznavamo okus. Rdeče obarvan jogurt, na primer, se nam zdi slajši kot zeleno obarvan jogurt.
Označbe živil lahko prav tako vplivajo na okus. Označba za nizko vsebnost sladkorja v živilu, na primer, lahko zniža všečnost okusa sladkobe v živilu ter percepcijo okusa. Razpoloženje prav tako igra vlogo. Izsledki raziskav namreč kažejo, da se nam pod stresom sladka hrana zdi manj sladka, kot kadar nismo pod stresom. In ravno zato morda nekateri, ko so pod stresom, pojejo več sladkarij. Pomemben vpliv na zaznavo okusa pa ima tudi izpostavljenost. Za slan okus, na primer, vemo, da smo ljudje prilagodljivi. Študije so namreč pokazale, da če smo za več tednov izpostavljeni nizki stopnji slanosti, to pomeni, da si zelo malo solimo hrano, se bodo naše preference za slan okus spremenile. Kar naenkrat se nam bo hrana, ki se nam je prej zdela normalno slana, sedaj postala preslana. Če pa to velja tudi za ostale okuse, pa še ne vemo. In tukaj se lahko navežem na svoje raziskovalno področje. Moje raziskovalno področje namreč zajema preučevanje izpostavljenosti sladkim živilom ter vplivov le-te na izbiro živil, naše preference ter naše zdravje. Trenutno izvajamo randomizirano kontrolirano študijo, ki bo vključevala 180 prostovoljcev. Ti pa bodo za 6 mesecev uživali dieto, ki bo vsebovala zelo malo sladkih živil, srednjo vsebnost sladkih živil ali pa zelo veliko sladkih živil. In rezultate te študije pa pričakujemo čez približno 2 leti. Preden zaključim s mojim delom predstavitve, naj omenim še, da na zaznavo okusa vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so tekstura, temperatura in vonj hrane. In ko smo že pri vonju, je čas, da besedo predam Matjažu, ki vam bo povedal več o vohu in njegovi vlogi pri zaznavi hrane. Hvala, Eva. Torej, voh je eden bolj pomembnih čutov v vsakdanjem življenju in vpliva na številne odločitve, ki jih sprejemamo. Pogosto slišimo, da ljudje nimamo dobrih vohalnih sposobnosti in prevladujoče mnenje je, da smo nekako slabi vohalci. Zato vohu pogosto ne posvečamo pretirane pozornosti. Pa vendar v resnici temu ni tako. Nekatere študije namreč ocenjujejo, da lahko ljudje razlikujemo med več kot 1 bilijon različnimi vonjavami, kar je za primerjavo precej več, kot lahko razločimo barv ali pa zvočnih frekvenc. Prav tako študije kažejo, da smo sposobni zaznati nepredstavljivo nizke koncentracije določenih spojin. Najbrž vsi poznamo vonj plina, ki ga uporabljamo v gospodinjstvu, tako imenovanega butan-propana. Ta plin je sam po sebi brez vonja, vendar mu zaradi varnosti dodajamo posebno spojino, tako imenovani etanetiol, ki jo glede na nekatere vire lahko zaznamo pri koncentraciji nižji od 0,1 delca na milijardo. To pomeni, da smo v teoriji sposobni zgolj na podlagi vonja zaznati nekaj mililitrov te spojine v količini vode, ki bi napolnila olimpijski bazen. Če bi torej pred seboj imeli 2 polna olimpijska bazena, bi lahko samo z vohom ugotovili, kateri vsebuje nekaj mililitrov te spojine. Ljudje smo torej relativno uspešni v razlikovanju in zaznavi vonjav, česar pa ne moremo ravno reči za prepoznavo vonjav. To je lepo ponazorila študija, v kateri so udeležencem v 2 kontekstih dali povohati spojino, ki se nahaja v parmezanu in bruhanju. Enkrat je bila spojina označena kot vonj po parmezanu, drugič pa kot vonj po bruhanju. Ko je bila ta spojina predstavljena kot vonj po parmezanu, so jo udeleženci ocenili kot precej prijetno. Ko pa so to isto spojino predstavili v kontekstu bruhanja, so jo udeleženci ocenili kot izjemno neprijetno. To nakazuje na to, da smo ljudje relativno slabi v prepoznavanju vonjav. Razlog je najbrž v tem, da so vonjave dokaj abstraktne. Vonji sami po sebi niso stvari, ampak jih pripišemo stvarem, kar daje prostor širokemu spektru nekako subjektivnih interpretacij. Zaznava vonjav je torej zelo plastična in se spreminja glede na različne dejavnike, kot so na primer kontekst, pretekle izkušnje, spomini ter določene osebnostne lastnosti. Voh pri ljudeh opravlja vrsto pomembnih nalog. Ena izmed njih je družbena komunikacija, saj z vonjem komuniciramo z okolico. S telesnim vonjem, na primer, lahko odbijamo ljudi ali pa jih privlačimo. Prav tako obstajajo dokazi, da lahko ljudje preko vonjav zaznavamo čustveno stanje drugih ljudi in si na podlagi vonja celo izbiramo partnerje.
Naslednja pomembna vloga voha je, da nas opozarja pred morebitnimi nevarnostmi. Preko vonjav lahko zaznamo nevarnosti, kot so požar ali uhajanje plina, prav tako pa nas vonjave opozarjajo na pokvarjeno hrano in ostale škodljive snovi in mikrobe iz okolja. Zadnja, za nekatere, vsaj zame, mogoče celo najbolj pomembna funkcija voha pa je tista povezana z zaznavo hrane. Voh ima namreč v povezavi s hrano prav posebno vlogo. To je podkrepljeno z ugotovitvami študij, ki kažejo, da se ljudje drugače odzivamo na vonjave povezane s hrano, kot na druge vonjave. Vonjave povezane s hrano namreč lažje in hitreje prepoznamo, ter so nam nasplošno bolj všeč kot ostale. Kot dodatna zanimivost, vonjave povezane s hrano aktivirajo možganske centre povezane ne le z vonjem, temveč tudi z okusom. Preden nadaljujem z razlago, moram omeniti, da sta pri zaznavi hrane ključni dve vohalni poti. Prva je tako imenovana ortonazalna, oziroma nazalna. To je tista, ki jo imamo ponavadi v mislih, ko govorimo o vohanju. Pri tej poti vonjave iz okolja vstopajo skozi nosnici v nosno votlino in se vežejo na receptorje na lobanskem dnu. Zdaj, na tej prikazani sliki so te receptorji tukaj, se pravi, te rumene ščetine tik pod možgani. Druga vohalna pot pa je tako imenovana retronazalna pot, ki je za razliko od ortonazalne pomembna samo pri hranjenju. Pri tej poti se med žvečenjem iz hrane sproščajo vonjave, ki nato preko žrela vstopijo v nosno votlino zadnje strani in se vežejo na iste receptorje kot tiste, ki vstopajo skozi nos oziroma skozi nosnici. Čeprav si obe vohalni poti delita iste receptorje, ima vsaka svojo vlogo pri hranjenju. Hkrati pa izzoveta aktivacijo v različnih možganskih centrih. Ortonazalni voh v povezavi s hrano igra dve vlogi. Pomaga nam pri iskanju virov hrane, hkrati pa imajo ortonazalne vonjave sposobnost vzbujanja apetita. Iskanje virov hrane je bilo lepo ponazorjeno s študijo, v kateri so proučevali človeško sposobnost sledenja vonjavam po vzoru ostalih živali, na primer psov. V tej študiji so po travniki potegnili sled vonja čokolade in ugotovili, da so bili udeleženci študije sposobni ne le zaznati vonja čokolade na travniku, temveč mu tudi slediti po celotni dolžini sledi. Študije so prav tako pokazale, da nam izpostavljenost določenemu vonju hrane vzbudi apetit po dotični hrani, ki jo vohamo, ter tudi po sorodnih živilih. To pomeni, če na primer zavohamo sveže pečene rogljičke, ki so sladki, nam to vzbudi apetit ne le po rogljičkih, ampak tudi po ostalih sladkih živilih. V tem primeru na primer po krofih. Hkrati pa se nam zniža apetit po hrani, ki ne spada v isto skupino živil, na primer po pici, ki je slana. Naj omenim še, da je to, ali vas bo ta vonj po rogljičkih dejansko premamil ali ne, je odvisno od mnogo dejavnikov. Če ste siti, na primer, je verjetnost, da se boste vzdržali nakupa rogljička večja, kot če ste lačni. Zato vam v povezavi s tem lahko svetujem, da ne hodite v trgovino ali pekarno lačni, hkrati pa bodite pozorni na vonjave, ki vas utegnejo privesti do impulzivnih nakupov hrane. Druga oblika vonjanja pa je, kot že omenjeno, retronazalni voh. Ta igra ključno vlogo pri samem hranjenju. Retronazalne vonjave pogosto zamenjamo z okusom, ker izvirajo iz ustne votline, tako kot okus. Ampak dejansko velika večina tistega, kar pripisujemo okusu, izvira iz retronazalnega vonja. Pomena retronazalnih vonjav oziroma pomanjkanja le-teh se najpogosteje zavemo takrat, ko smo prehlajeni. Ko imamo zamašen nos, retronazalne vonjave ne morejo več doseči receptorjev in hrana kar naenkrat izgubi svoj okus. V bistvu izgubi vonj, vendar mi to pogosto zmotno pripisujemo okusu. Retronazalni voh namreč prispeva večino, po nekaterih ocenah kar 80% občutij, ki jih povezujemo z okušanjem hrane oziroma s tako imenovanim, angleški izraz, flavorjem hrane. Žal v slovenščini nimamo izraza za flavor, še najbližje mu je morda izraz aroma, vendar so definicije arome zelo različne, zato ponavadi uporabljamo kar izraz okus, kar pa povzroča še dodatno zmedo. Flavor je v bistvu rezultat kombinacije občutij, ki izvirajo iz okusa, občutkov v ustih ter predvsem retronazalnih vonjav. Kot primer, če bi z zavezanimi očmi in zamašenim nosom okušali puding, bi zelo težko ugotovili, ali gre za vaniljevega ali za čokoladnega.
Šele ko bi si odmašili nos, bi ugotovili, za katerega gre, saj bi nam retronazalne vonjave omogočile zaznavo tipičnega okusa po enem ali po drugem. Retronazalne vonjave so torej tiste, ki dajo določeni hrani značilen okus oziroma stujko flavor. Za razliko od vpliva ortonazalnih pa je vpliv retronazalnih vonjav na prehranjevalno vedenje še dokaj neraziskano področje. Študije sicer kažejo, da daljša izpostavljenost retronazalnim vonjavam zniža vnos hrane, iz katere izvirajo, vendar to drži tudi za okus in recimo občutke v ustih. To pomeni, da v bistvu dlje časa, ko žvečimo neko hrano, manj je bomo pojedli. V povezavi s tem vam zato torej lahko svetujem le, da jejte počasi, saj tako ne boste le bolj uživali v hrani, ampak se boste prej tudi nasitili. Glavni razlog, zakaj vemo relativno malo o vedenskem vplivu retronazalnih vonjav, tiči v tem, da jih je zelo težko proučevati. Ne samo, da je retronazalni čut težko dostopen, hkrati ima mnogo interakcij z okusom in občutki v ustih ter ostalimi senzoričnimi sistemi. Retronazalne vonjave sicer lahko preučujemo tako, da jih dovajamo preko cevke vstavljene skozi nos v žrelo, nekako podobno kot kamor vstavijo palčko pri COVID testu, vendar je to relativno invaziven pristop, ki ne povzroča le nelagodja pri prostovoljcih, ampak hkrati vpliva na njihovo vedenje. Na prikazani sliki recimo lahko lepo vidite, do kam je potrebno vstaviti cevko, če želimo dovajati retronazalne vonjave. Precej globoko in precej neprijetno. Da je retronazalno zaznavo izredno težko preučevati, lahko potrdim tudi sam, ker je to moje področje raziskav. Specifično ukvarjam se s proučevanjem vohalne zaznave maščob v hrani ter njenega vpliva na prehranjevalno vedenje. Pri maščobah je v bistvu težava, da še vedno ne razumemo povsem dobro, kako jih zaznavamo, ampak vse več študij kaže, da naj bi imel voh pomembno vlogo pri tem. Imamo na primer dokaze, da lahko ljudje izključno na podlagi vonja razlikujemo med različnimi maščobnimi kislinami. Ugotovljeno pa je bilo tudi, da lahko preko ortonazalnega vonja razlikujemo med vsebnostjo maščob v dejanski hrani. Če si predstavljate, da imate pred seboj eno skodelico polposnetega in eno skodelico polnomastnega mleka, to pomeni, da lahko dejansko zavohate, katere izmed skodelic vsebuje mleko z več maščobe. Te sledke smo replicirali in nadgradili v prvih 2 študijah mojega doktorskega projekta, saj smo kot prvi dokazali, da je razlikovanje vsebnosti maščob v hrani možno tudi zgolj z retronazalnim vohom. Naš naslednji korak bo najbrž pogledati v možgane s pomočjo funkcionalne magnetne resonance in preučiti dinamiko možganske aktivnosti ob retronazalni izpostavljenosti maščobam v hrani. To nam bo, oziroma vsaj tako upamo, dalo namige, kako bi lahko retronazalna zaznava maščob vplivala na vedenje. Zdaj pa da zaključim, preden me prehiti čas. Okus in voh sta torej izjemnega pomena za vsakdanje življenje, še posebej, ko govorimo o uživanju v hrani. Čeprav gre za 2 ločena sistema, sta izjemno prepletena ne samo med seboj, ampak tudi z ostalimi senzoričnimi sistemi. Na žalost se pomena obeh zavemo šele, ko jo izgubimo, kar se pa lahko zgodi zaradi povsem naravnih procesov staranja ali pa uživanja zdravil, različnih poškodb in bolezenskih stanj. Najboljši primer tega je recimo COVID-19. Če pride do okvare voha ali okusa, lahko pride do popolne ali delne izgube, do spremembe zaznave ali pa zaznave neobstoječih dražljajev. Če torej povzamem, bodite posebej pozorni na kakršnekoli spremembe v okušanju ali vohanju in ob njihovem pojavu res ne odlašajte z obiskom zdravnika. Izguba kateregakoli od teh 2 sistemov ima namreč lahko nepredstavljiv vpliv na kvaliteto vašega življenja. Sploh, če je ta izguba stalna. S tem nasvetom pa v bistvu tudi zaključujeva najino današnjo predstavitev. Upava, da ste izvedeli kaj novega o okusu in vonju in se veseliva vaših občanj. Hvala za pozornost. Super, najlepša hvala, Ivan, Matjaž. Imam kar nekaj vprašanj, v bistvu malo se tako se delijo, tako da boste mogoče ne bo še kar skupaj nekaj stvari odgovarjala. In sicer čist prva stvar, zelo zanimivo vprašanje, je kakšna povezava med kulturo in kateri vonji in okusi so nam všeč oziroma kako vpliva na to, kako jih zaznavamo? Ja, hvala. V bistvu na zaznavo ne vem točno, ampak so pa dokazi, da okus diet vpliva med kulturami.
Zelo obsežna študija je bila opravljena na Nizozemskem ter v Maleziji, kjer so primerjali okus diet med tema dvema državama in ugotovili, da je, če jih primerjamo, malezijska dieta bolj slana oziroma bolj savory. V slovenščini Spet ni izraza. Tako da vemo, da kultura vpliva na okus oziroma okusevalne preference. Pri vohu pa, če dodam, je pa to še toliko bolj poudarjeno, ker voh je recimo zelo, kot sem omenil, zelo podvržen subjektivnim interpretacijam. Recimo v različni kulturi ima določen von popolnoma različno konotacijo. Se pravi, von je tudi, oziroma voh je tudi zelo povezan s spominom, s preteklimi izkušnjami. Tudi recimo kot zanimivost, olfaktorni živec, se pravi živec, po katerem zaznamo vonjave, je tudi edini živec lobanski, ki je direktno povezan recimo s centrom za spomin. Recimo ostali živci gre vedno preko nekih drugih možganskih centrov, medtem ko pač ta živec direktno vstopa v lobanjo in ima zelo močne povezave s centri za spomin. Tako da kultura definitivno vpliva na zaznavo različnih vonjav. Ja. Super, hvala. To se že verjetno tudi malo v tem vidi, da sploh nimamo nekih besed v različnih jezikih pa v različnih državah. Torej, pri COVID-19 je bilo to izpostavljeno, da je to pogost simptom izguba vonja ali okusa. A je slučajno kaj znanja o tem, če to direktno vpliva na količino hrane, ki jo zaužijemo? Torej, to, da so ljudje izgubili vonj ali okus. Zdaj direktno povezavi z izgubo s COVID-om ne bi vedel, oziroma izguba vonja, izguba voha. Vem pa, da so študije, ki so to zelo rigorozno proučevale in načeloma je odvisno, ali nekdo izgubi voh kasneje v življenju oziroma ga nima že od rojstva, ker tudi taki ljudje obstajajo. Načeloma so majhne razlike med temi ljudmi, ampak načeloma, če ga izgubimo kasneje v življenju, se pravi recimo zaradi COVID-a, se naše prehranske navade ne bodo bistveno spremenile. Sicer ne bomo več dejansko, izgubimo večino nekako občutkov v hranjenju, ob hrani, ampak obdržali bomo pa načeloma iste prehranjevalne navade, ker načeloma to, kar smo prej jedli, te vzorce bomo pač nadaljevali, ker hrana bo večinoma blend, oziroma brez okusa. Načeloma vse nam bo približno isto, tako da mogoče se sicer ljudje potem malo eksperimentirajo s kakšnimi bolj mehučkasto hrano, pekoče pa to, ampak načeloma se ne spremeni, ni nekih bistvenih sprememb. Je pa res, da so različni rezultati. Nekatere študije so naše, da recimo nekdo, ki izgubi voh, potem poje manj, ker mu hrana ni več, nekaterim hrana pač ni več okusna. Nekateri pa dejansko pojejo več, ker recimo, če se ti zniža, če nimaš popolne izgube voha, ampak samo delno, potem nekako ljudje kompenzirajo, pojejo več, bolj močno hrano, načeloma so, različni izsledki, ampak načeloma v grobem mislim, da lahko rečem, da nima bistvenega vpliva. Super. Jaz v bistvu še imam kar nekaj vprašanj za vse govorce, ampak vem, da nas je že čas malo prehitel. Tako da bi mogoče se zdaj na tej točki najprej za strani Vtisa res vsem najlepše zahvalila, tako govorcem kot tudi gledalcem in vsem, ki ste postavljali vprašanja. Videla sem nekaj vprašanj, če bo posnetek na voljo tudi kasneje, tako da boste si lahko še stvari enkrat pogledali, če ste vmes kaj zamudili. V bistvu bi pa zdaj rekla še tako, če še imate kaj časa in če se tudi govorci strinjajo, bi šli še ven tak manjši podaljšek, da še gremo na tista vprašanja, ki so ostala. Sicer pa upam, da se vidimo še na naslednjih dogodkih in res hvala, da ste vsi prišli. Tako, to je bil zdaj en tak predih, zdaj grem pa kar nazaj na vprašanja. In bom malo v bistvu še se zadržala pri Evi in Matjažu. Vprašanje je bilo tudi glede tehnologije, torej predvsem social media, VR in tako dalje. Zdaj je trenutno zelo fokusirana na vid in na zvok, mogoče manj na vonj in okus. Že vidite, v bistvu, moče se video bolj spoznate, pa ste tudi v teh krogih. So kakšne inovacije na tem področju, ker se tehnologija tudi na to bolj prilagaja? Recimo na področju voha oziroma vonja, zdaj vem, da obstajajo recimo določena podjetja, ki poskušajo razvijati neke digitalne vonje, obstajajo tudi podjetja, ki razvijajo nekake tehnologije, ki bi lahko zaznavale vonje, ampak spet težave klasifikacij, ogromno jih je, človeškega čutila za voh dejansko skoraj nemogoče ga je posnemati.
Vem recimo, da obstaja dotično, če povem Sony, vem, da razvijajo nek zanimiv nov princip, nekako, da bi v bistvu ob gledanju filmov dejansko doživljal film tudi skozi vonj, se pravi, bi recimo ob filmu dobil zraven tudi recimo neke kasete z vonjavami, bi jih vstavil za to primerno napravo in bi ob ključnih trenutkih v filmu dovajale vonjave in s tem nekako povzročale še večjo immersiveness, nekako, da se bolj potopiš v sam film, recimo, oziroma ali videoigre, tako naprej, ampak ja, za te zadeve vem. Sem pa pripričan, da mnogi poskušajo to izboljšati, nadgraditi, tako da to so te stvari, za katere vem. Se pa VR uporablja za preučevanje prehranskega vedenja, naprimer imaš virtualni supermarket, kjer preučujejo, ne vem, izbiro živil, take stvari, to se uporablja že, ja. Ja, super. Najlepša hvala. Zdaj, še malo vprašanje v bistvu je za Jerico in za Ano. Mogoče lahko gremo po vrsti, ko so bili govorci najprej Jerica in potem Ana. Glede na to, v vajinih profesionalnih krogih med vašimi kolegi, se dosti govori o nekih trajnih posledicah, ki jih ali trenutno omejeno gibanje, pa tudi na splošno delo od doma, ki bo pustilo na prebivalstvu, če so neke skrbi, s katerimi se trenutno v vajinih krogih soočate. Mogoče najprej Jerica, pa potem še Ana. Ja, jaz mislim, da je zelo odvisno od tega, kje kdo dela. Mi recimo v NHS-u imamo kot zdravstveni delavci možnost, da zaradi stresa povezanega s COVID-om imamo brezplačno svetovanje in sicer nam pripada določeno število srečanj z ali counseling ali CBT, kakorkoli. In to je vse anonimno in v bistvu nič ne gre na tvoj medical record, se pravi, da pa če ne želiš, da o tem kdorkoli izve, je to možno. Ogromen se dela na nekak spodbujanju, predvsem zdravstvenih delavcev, se pravim, zdaj jaz lahko sem svojo izkušnjo komentiram kot zdravstveni delavec, ne vem, kako je pač ostalih v privatnem sektorju, pa kakorkoli, ampak veliko se dela na tem, pač na duševnem zdravju zaposlenih in nekako na splošno je to skrb delodajalcev in si želijo pač nekako pomagati in tako naprej. Pa ne vem, take mehne stvari so recimo, ne vem, zdaj smo dobili voucherje za 50 funtov za, ne vem, John Lewis, kot nagrada za to, da pač delamo v stresnih okoliščinah in tako naprej. Jaz mislim, da dolgoročno pač bo potrebno razmišljati tako, no, pač da se ljudje sami odločajo, kaj jim ustreza in da bo verjetno nek hibridni pristop bil, ker veliko ljudi pravi, v bistvu je fajn delati doma, ker pač imaš bolj fleksibilno, ampak pogrešaš pa tisti kontakt z ljudmi, tako da vključno z menoj. Jaz pač meni so določeni vidiki dela doma super, ker lahko recimo, ne vem, imam pajkice pripravljene za sprehod, pač imam samo top zgoraj, praktično, ko delam s pacienti in potem, ko grem ven na sprehod ali pa na tek, samo se zgoraj prevlečem, recimo, pač čist banalni primer. Ampak mi pa manjkajo te socialne interakcije, tako da jaz mislim, da bojo dolgoročno verjetno delodajalci razmišljali o nekem takem hibridnem pristopu, ampak spet, kot sem rekla, to je pač na mojih zelo omejenih izkušnjah in ne vem, kako je pač na splošno v podjetjih. Super. Hvala, Jerica. Moče še Ana? Ja, mogoče bi jaz tukaj izpostavila predvsem, da je zelo veliko materijala na socialnih omrežjih, glede različnih vad, pa kako rehabilitirati kakšno poškodbo, da jim reče pa kakšno bolečino, ki se je pojavila v zadnjem času. In mora biti zelo selektiven, kakšne stvari so fajn, nekatere stvari niso, oziroma dosti stvari ni, ne zaradi tega, da bi rekla, joj, vzeli mi bojo delo oziroma stranke, ni to, v bistvu je napačna je izvedba in zaradi tega, ker se to ponavlja in vsi rečejo, glej, super, bomo delali od doma, tudi tista 1-minutna vadba, ker smo jo naredili vmes, je bila tako zelo na hitro narejena, ker je treba pač osnovne stvari pokriti, pozicijo telesa, kako iti skozi vadbo, kam gledajo kolena, kako se premika medenica, kako je trup postavljen. In v bistvu zaradi tega
Dostikrat se je že zgodilo, da so me kakšni klicali lih zaradi teh vaj in so v bistvu potem v takem imela jaz še več dela zaradi nepravilno opravljenih vadb. No. In tako da je pomembno, da je to delo v živo, pač se ima masko, se dela tudi lahko na razdaljo, lahko se gre ven. Fajn je, zdaj bomo videli, kako bo to glede prekuženosti oziroma glede cepljenj, ali bo to kaj, mislim, upamo, da bo čim bolj delovalo in da bomo prišli, recimo, da na stare tirnice, ampak pomemben je kontakt in potem, ko se enkrat človek nauči, lahko dela sam, ampak je pomembno to kroženje, da naprimer dobiš da se napreduje, da prideš do neke druge točke. No. Torej bi rekla, da je tvoja skrb malo, da bomo preveč sami telovadili kakšne vaje, ki jih ne znamo sami izvajati, pa bo prišlo do dodatnih poškodb. Tako splošno, splošna razlaga, ker vseeno k zdravniku greš, te boli želodec, imaš pač poškodbo noge, še vseeno boš videl specialista, posebej za to, kar je edina pravilna stvar. Edino pravilno in to je treba vseeno obdržati. No. Super, hvala. In v bistvu še zadnje vprašanje, ki pa je spet za Evo in Matjaža. A ste vidva kaj spremenila svoj način prehranjevanja zaradi vajinih raziskav in pač novega znanja, ki ste ga skozi raziskave dobila? Jaz mislim, da načeloma imamo midva že tako handicap, ker so po osnovni izobrazbi dietetika. Bom rekel, da to je mogoče bolj vplivalo na najno prehrano, ampak trenutno pa ne bi rekel, bolj se zaveda v različnih aspektov hranjenja, se pravi vonj, okus, tako, ampak načeloma ne. Ja. Že prej se pač zdravo prehranjevala. Pa mislim zdravo, tako relativno zdravo, ampak si prvoščiva, ko pač paše. Vse v zmernosti, se pravi. Zdrava hrana, treba si tudi prvoščiti, tako pač, ja. Ampak načeloma rečemo zdravo. Tako da ni bilo bistvenih sprememb. Tako. Super. Najlepša zdaj še enkrat v bistvu Jerici, Ani in Matjažu, pa tudi vsem, ki ste še ostali v tem podaljšku. Za prihodnje dogodke, kar se tiče na splošno vtisa, pa tudi ideje sveta, dajte nas spremljati na socialnih omrežjih, če ste niste člani, dajte se včlaniti, pa nam še lahko pišete na Slacku s kakršnimi koli vprašanji. Še enkrat pač res hvala vsem štirim, da ste si vzeli čas, da se z nami delili vaše strokovno znanje. In pa ja, upam, da se vidimo naslednjič, da pa še lepo soboto vsem. Hvala. Hvala še enkrat. Hvala enako, čau. Čau. Čau.